No, dejstvo je, da se crossoverji oziroma križanci po naše presneto dobro prodajajo. Zato niti ni čudno, da vsi hočejo svoj kos te velike pogače. Tudi Renault z modelom Captur. Tega, da je zunanje še kako pomembna, se že od nekdaj zavedajo tudi proizvajalci. Uporaben delovni stroj imamo za delo, doma pa imamo radi nekaj lepega. Če pritegne pozornost še sosedov, pa toliko bolje. Ravno zato ima Captur veliko ambicij, ker res dobro izgleda. Sploh ta oranžno-črna kombinacija je huda. Lahko pa se odločite tudi za streho v beli ali oranžni barvi. Veliko je zaščitne in okrasne plastike, zaradi katere izgleda kot najbolj zmogljivi terenec daleč naokoli, pa ni. Pogon je samo na sprednji kolesni par, kljub temu, da je 20 cm oddaljen od tal. Notranjost je takšna kot prikliv, na osnovi katerega je narejen. To pomeni veliko plastike, prevelik volan, hkrati pa tudi veliko odlagalnih mest. Za kar 27 litrov jih ima, od tega kar 11 litrov tale predan tukaj spredaj, kamor lahko spravite tudi večje stvari. Seveda ga ne boste mogli odpreti, če bo kdo večji sedel na sovoznikovem sedežu. Na zadnji klopi je sicer dosti prostora, vendar se boste večji počutili utesnjeno zaradi padajoče strehe. Pri Renaultu pravijo, da zdaj avtomobilom posvečajo še več pozornosti in da so bolj kvalitetno izdelani. Vendar sem kar malo razočaran nad končno izdelavo. Tale svetilka je kar padla iz svojih nosil, to pa ni edino, kar me zmoti. Renaultov Airlink je sicer super zadeva, fotografije, glasba, video, vse skupaj združeno v eno napravo, vendar mi je že 3krat zmrznila. Potem pa je bilo edino zdravilo, da sem ugasnil motor ali pa povrnil tovarniške nastavitve. No, po drugi strani je pa vsaj navigacija ves čas pravilno delovala. Takrat, ko Airlink deluje, vam pokaže tudi, kako zelo ekonomično lahko vozite in seveda lahko na ta način zberete kar 100 točk. Meni jih je uspelo zbrati 80, kar pomeni, da bi v srednji šoli dobil za to prav dobro oceno. Za pogon v testnem avtomobilu skrbi dobro znani 1,5-litrski dizelski agregat, ki proizvede 66 kW, kar je 90 konjev. Ja, Captur se lepo pelje in je dovolj zmogljiv, vendar bi samo v takšnem avtomobilu hotel zmogljivejši motor. Tole je sicer edini dizel v ponudbi, za katerega tovarna pravi, da porabi samo 3,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. No, v realnosti je na poti do sem porabil 5,1 litra po računalniku, kar pa je tudi dober rezultat. Ni pa me prepričala vožnja, ker v ovinkih nos preveč sili naravnost. Tukaj je Clio, s katerim si Captur deli platformo, svetlobna leta spredaj, ker je pač nižji. Kupci križancev sicer to že dobro vedo. Vsi, ki se za nakup šele odločate, pa kar pripravite malo več evrov. Nastopaštvo ima pač svojo ceno in v primeru Capturja z dizelskim motorjem se tam prične pri 18 tisočakih, tale testni pa stane še 1000 evrov več. In kaj dobite za ta denar? Zelo vpadljiv avtomobil, za katerim se bo obrnilo veliko glav.